Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Epiktet, razprave. Pomni, da nas ne ponižuje in podreja le hrepenenje po bogastvu in položaju, ampak tudi hrepenenje po miru, prostem času, potovanjih in učenju. Ni pomembno, kakšna je zunanja stvar. Vrednost, ki jo nanjo postavimo, nas podredi drugemu, kjer je naše srce, tam leži naša ovira. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Epiktet s to izjavo nič ne kritizira hrepenenja po bogastvu, miru ali učenju samo po sebi. Vse te stvari so lahko koristne in vredne. Težava nastane, ko te stvari postanejo naš gospodar, ko postanejo naše obsesije. Ko na primer preveč cenimo bogastvo, se lahko zgodi, da postanemo sužnji svojega dela, izgubimo stik z družino in prijatelji, postanemo stresni in nesrečni. Ali je to resnično vredno? Podobno je lahko s potovanji ali učenjem. Potovanja so lahko čudovita izkušnja, ki širi naš pogled na svet. Toda, če postanejo obsesija, če se počutimo neizpolnjene, če ne moremo potovati, se znajdemo v problemu. Prav tako učenje. Znanje je dragoceno, vendar pa prevelika obsedenost z učenjem lahko pomeni, da ne preživljamo časa z ljubljenimi, da ne uživamo v trenutku, ker smo vedno osredotočeni na naslednjo stvar, ki se je moramo naučiti. Epiktet nas vabi, da previdno razmislimo o tem, kaj postavljamo na prvo mesto v svojem življenju. Kaj nam je resnično pomembno? In ali smo pripravljeni postati sužnji teh stvari? Morda bi bilo bolje, da najdemo ravnovesje, da uživamo v stvareh, ki jih imamo radi, brez da bi nam te stvari gospodarile. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.